Dober večer. Že dolgo časa nismo kakšne prireditve začeli tako veselo. In če smo jo začeli, potem jo bomo najbrž končali še bolj. Ne samo ples in ohranjanje tradicije, to je raziskovanje, iskanje identitete. Ne samo druženje in tkanje prijateljskih vezi. Gre včasih za pravo zakonsko terapijo in skupno rekreacijo. Tukaj so še nastopi, gostovanja, dogodivščine, širitev obzorij, misli in duha. Vse to in še veliko več je, spoštovani, folklora. Z vsemi svojimi zgodbami folklorna skupina Kulturnega društva Prežihov-Voranc nocoj praznuje zavidanja vrednih 70 let obstoja in svoj večer poklanja spominu na muzikanta, veseljaka in tesnega prijatelja folklore Slavka Vrabiča. Zato prav lepo pozdravljamo vse njegove družinske člane, prijatelje in znance. In dober večer, gospa Ivanka. Z nami je tudi soustanovitelj Svetovne zveze ljudskih tradicijskih skupin Slovenije, gospod Bruno Ravnikar in njegova hči, gospa Janja Ravnikar, predsednica te zveze za Slovenijo. Na obisku pri nas na Koroškem so ta večer tudi prijatelji iz pobratene občine Đakovo, delegacija občine z županom na čelu menda. K nam se je ta večer pripeljal tudi slovenski etnokoreolog, gospod Mirko Ramovš. Prav posebnim razlogom je z nami tudi gospa Jožica Pušnik, vodja območne enote Javnega sklada za kulturne dejavnosti enote Ravne. Pa predsednica Kulturnega društva Prežihov-Voranc, magistrica Irena Oder in župan občine Ravne, dr. Tomaž Rožen. Dober večer, da sem skupaj. Verjetno vas večina ve, da je Slavko Vrabič pomagal folklornim skupinam po vsej Mežiški dolini. Poseben pečat pa naj bi pustil prav tukaj na Ravnah. Tukaj, kjer so 1947. leta ustanovili plesno-baletno skupino, ki jo je vodila gospa Hedvika Janšek.
No in če tudi so tistega leta čez lužo uprizorili kar nekaj baletnih premier in so na primer v Monte Carlu zaprli eno slavnih baletnih šol, so se Korošci po temeljitem premisleku vendarle odločili za folkloro. Začelo se je raziskovanje Koroške z najbolj znanim slovenskim folklorističnim parom, poleg Petra in Tatjane Šumnik seveda, Tončko in Francetom Maraltom, a več o skupini izvemo tekom tega večera. 70 let kulturnega društva Prežihov Voranc lani in 70 let folklorne skupine tega društva, ki jo vodi Peter Šumnik nocoj. K besedi vabim predsednico društva, magistrico Ireno Oder. Prosim. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Ples je mati vseh umetnosti. Glasba in poezija se izražata časovno, slikarstvo in kiparstvo pa v prostoru. Ples živi hkrati v prostoru in času. Tako je zapisal Saks leta 1963. Pa mi dovolite tudi meni en kratek sprehod o zgodovini folklorne skupine, kot jo je zapisal Miroslav Osojnik ob njenih 60-letnici. Prva folklorna skupina pri Ravenskem društvu se je uradno imenovala Plesno-baletna skupina. Mira Gačnik, tajnica takratnega sindikalno-kulturno-umetniškega društva Svoboda v Guštanju, je leta 1947 prepričala Hedviko Jamšek, da se je vključila v domače kulturno društvo in začela organizirati, voditi in usmerjati delo prve folklorne skupine na Ravnah. Nažalost, arhiva do leta 1951 nimamo in ta 4 leta so vir podatkov letna poročila iz ohranjenih kasnejših letnih poročil voditeljice skupine. Iz njenih poročil izvemo, da je prve člane za novo skupino organizirala Marika Hartmann. Prvi nastop so imeli septembra 1947, prvi predsednik sekcije je bil Roman Kugelnik. Člani pa še Majda in Marika Herman, Minka Blazovnik, Micka Kričej, Fanika Lipovnik, Cilka Ivertnik, Micka Cikulnik, Ivan Blazovnik, Ivan Dolinšek, Štefan Robač, Boris Fišer, Stanko Kotnik, Tone Potočnik, Leopold Čič, Ludvik Janet, Feter in Čurman. Harmonikar je bil Franc Metelko. Prvi tekmovalni nastop v Ljubljani ni uspel, saj so bili zadnji. Hedvika Jamšek je potem začela načrtno zbirati izvirna dela, hodila je po terenu, študirala je tudi tovrstno strokovno literaturo. Pomagali so ji tudi Franc Metelko ženo in šolski ravnatelj Janko Gačnik. Povezala se je z Narodopisnim inštitutom v Ljubljani in predvsem pomoč Tončke in Franceta Marolta postavila močne temelje. Študijski pristop je obrodil sadove in v naslednjih 4 letih so bili naši plesalci najboljših na republiških tekmovanjih. 1951 se je plesna sekcija soočila z novimi težavami, saj so zaradi adaptacije Titovega doma vadili v mestni gostilni in delavski menzi pri Milovniku. Lahko si predstavljate, kako je bilo na 7. Koroškem festivalu leta 1952, ko se je ta plesno-baletna skupina predstavila, se je bilo v tem obdobju in v tem našem okolju to nekaj prav posebnega. V tem obdobju je bil v skupini tudi že Jože Prednik. Jamškovi je takrat pomagala Mira Stres in ta nastop je bil tudi potem na republiškem tekmovanju v Kranju najboljši. 1954 je skupina pridobila tudi mladinsko vrsto in tako sta obe uspešno študirali ljudske plese in baletne točke. Prvo desetletje je plesno-baletna skupina zaključila z vednostjo, da je skupina nepogrešljiva sekcija društva in na vseh pomembnih prireditvah v Mežiški dolini.
da dosega odlične rezultate na gostovanjih in tekmovanjih in da je edina skupina te vrste v mariborskem kraju, kot zapiše predsednik Svobode. Ob 20-letnici obstoja so za skupino mnoga gostovanja doma in v krajih bivše Jugoslavije. V tem jubilejnem letu so člani ob Ortonovih muzikantih gostovali na Nizozemskem. Lep mednarodni uspeh je skupina dosegla leta 1968 na 3. mednarodni smotri folklore v Zagrebu. Po sodelovanju v Zagrebu so začeli skupino zapuščati starejši plesalci in odgovornejša mesta so prevzemali mlajši. Tudi Hedvika Jamšek je kmalu zatem mentorstvo prepustila mlajši. Pridružili pa so se Peter Mihelač, Drago Mavrič. Odmevna so bila tudi gostovanja z ansamblom Fantje treh dolin in Veseli dolinci. Maja 1976 se je skupina predstavila s celovečernim nastopom, s telerajo v plesu in pesmi ter z novimi nošami oziroma folklornim kostumom, delovno obleko iz domačega platna in sukna, ki jih je kreirala etnologinja doktorica Marija Makarovič, pokazala svojo izvirnost in to je osnovno vodilo skupine tudi danes. S tem programom in kostumi so navdušili tudi na tradicionalni mednarodni smotri folklore v Zagrebu. Eden največjih uspehov ravenske folklore je gostovanje na Poljskem 1978 v kategoriji avtentičnih skupin. Sledijo odmevni nastopi doma in po bivših republikah Jugoslavije ter tudi na avstrijskem Koroškem. Rezultati študijskega dela članov skupine Petra Mihelača in Draga Mavriča ter pod mentorstvom doktorice Marije Makarovič in profesorja Mirka Ramovša so ovsetne noše. In oder so postavili koroško ovset. Koroški plesi in običaji so blagovne znamke skupine, kot bi lahko danes rekli v sodobnem jeziku. 40 leta delovanja skupine obeleži z obdnevnim gostovanjem na festivalu v Trentu v Italiji. Vodja skupine je že Peter Šumnik. Kot so v življenju vsakega izmed nas vzponi in padci, tako je tudi po gostovanju na Madžarskem 1989 ravenska folklorna skupina zaradi nesoglasij 1990 razpadla in šele 11 let kasneje so se prav plesalci iz najstarejše generacije zbrali in začeli vaditi. Vaje je prevzel umetniški vodja Peter Šumnik. Leto 2001 je leto, ko ustanovijo tudi otroško folklorno skupino. Njihova mentorica je bila Tatjana Šumnik in ta skupina vztraja slabo desetletje. Kot pri odrasli skupini, tudi otroška skupina najtežje pride do kostumov, a njihova iznajdljivost je prehitela tarnanje in s pomočjo občanov in občine so dobili nove kostume oziroma noše. Ob rednih nastopih doma in na tradicionalnih slovenskih prireditvah oziroma srečanjih folklornih skupin so še mnoga odmevna gostovanja. Naj omenim leta 2005, ko je folklorna skupina gostovala v Romuniji, leto kasneje so pri nas gostovali Madžari in 2007 so jim Ravenčani vrnili obisk. Spet je bilo leta 2013 kar veliko energije porabljene za razmišljanje, kako pridobiti nove člane. Starost in bolezen sta naredila svoje in kar nekajkrat je morala predsednica sekcije Angelca Bezjak sprejeti in nazaj na obešalnik obesiti vrnjene noše, kot se je v poročilu slikovito izrazila. A ne glede na osip so se plesalci trudili in združili moči, da so se lahko odzvali na povabila v domači občini in izven nje. Toda državna revija starejših folklornih skupin v Bistrici ob Dravi, dnevi narodnih noš v Kamniku, gostovanja v Wolfsbergu, Santandražu niso izostala in koroški plesi so bili tu predstavljeni, prav tako na intenzivnih pripravah v Izoli in odmevnih nastopih ob dnevih kakijev. Od jeseni 2015 so se folklorniki razveselili novih članov. Se Angelca Bezjak zapiše, da sta Štefan in Damjana odprla vrata in prišli so kar 4 novi pari.
Iskreno se opravičujem vsem vam, ki ste bili del te zgodovine, pa vas nisem z imeni in priimki danes navedla. Vsi ostajate zapisani v naših dokumentih in srcih. Zakaj? Zato, ker ste v vso to bogato zgodovino vstopali posamezniki z imeni in priimki in vsak izmed vas je pustil pomemben pečat. Vsak je bil delček zgodbe ohranjanja našega izročila, spomina na petje, skupna opravila, oblačenje naših predhodnikov. To so pomembni podatki za raziskovanje, kako smo živeli. In tudi zato je naša jubilejna prireditev poklon tudi Slavku Vrabiču, glasbeniku, ki je svojim Prešernim nasmehom razorožil vsakega, ki je morda bolj čemeren prišel na vaje. In kar je morda še pomembneje, svoje bogato znanje je širil naprej vsakemu, ki se je bil voljan učiti. Redno hoditi na vaje, doma mora biti pustiti obilo obveznosti, vse to zahteva veliko disciplino, vztrajnost in ljubezen do tega, kar počnete. Morda tudi ni naključje, da vas je kar nekaj parov tudi v privatnem življenju. Ravenska folklorna skupina je s svojimi plesalci veliko pripomogla k prepoznavanju in ohranjanju bogate koroške kulturne dediščine, tako doma kot svojimi gostovanji tudi na tujem. Resno in odgovorno sprejemajo to poslanstvo in želim, da ta svoj zagon, svoje znanje prenesete tudi na mlajše. Saj veste, če ne poznamo preteklosti, ne razumemo sedanjosti, še manj pa znamo načrtovati prihodnost. Res je, da umetna inteligenca ne pozna meja, da zna zamenjati tudi glasbenika, a nima srca, duše in ljubezni do kraja, ljudi, domovine. Kljub vsemu zagonu nam ne bi uspevali nastopi brez množ, gostovanj, zato se za vso dosedanjo pomoč zahvaljujemo vsem vam, ki nas finančno podpirate. Občini Ravne, ki nam v proračunu iz Pogače ljubiteljska kultura namenja prepotrebna sredstva in še posebej županu, dr. Tomažu Roženu, ki nas velikokrat tekočutno posluša in usliši. Letos so za svoj jubilej že bili nekako nagrajeni, saj so po dolgih letih s pomočjo občine bili spet del Đakovačkih vezov, velikega mednarodnega srečanja folklornih skupin. Da tudi občani poznajo in cenijo delo folklornikov, pričajo tudi občinske nagrade in priznanja v vseh teh letih, tako za sekcijo kot za posameznike. Tudi javnemu skladu za kulturne dejavnosti enoti Ravne oziroma Jožici Pušnik se zahvaljujem za vso pomoč. Pa vendarle mi na koncu dovolite, da pa poimenujem vse, ki ste danes plesalci in godci. To so Majda Bavče, Angela Bezjak, Rino Čelik, Franska Erat, Barbara Gašper, Jože Grobelnik, Jožica Grobelnik, Tomaž Hartman, Martina Ivertnik, Majda Jelen, Branko Kavtičnik, Damjana Kavtičnik, Marija Kobol, Štefan Kos, Žan Kranc, Slavka Kret, Max Renar, Oto Oder, Karla Oder, Alfons Polajner, Jože Prednik, Marija Prednik, Jožica Pušnik, Štefan Robač, Franc Rožej, Tatjana Rožej, Jadranka Saletinger, Janez Svetec, Kristina Štinek, Peter Šumnik in Tatjana Šumnik. Skratka, poklon, spoštovani plesalci in godci in še na mnoga leta. Vam, spoštovani gostje in gledalci, hvala, da ste danes tu z nami. Svojo prisotnostjo kažete, da cenite in spoštujete delo in trud naših plesalcev in godcev, ter se še kako zavedate pomembnega poslanstva, ki je naloženo skupini in ki ga odgovorno in s ponosom opravlja. In seveda hvala, da ste me tako dolgo poslušali.
Hvala lepa. Vsakega veselega dogodka je vesel vsak župan svojega kraja. Zato dr. Eržen povabim k besedi. Lepo večer, res mislim, da na vrsti malo kasneje, ko bo že kaj odpresali, da imate izločeno eno darilo. Vendar je pa torej lepo zdrav vsem tudi imenu občine Ravne na Koroškem, mesta Ravne, ki danes praznuje svoj mestni krajevni praznik. In poleg vseh dogodkov, ki so že bili kulturnih, tudi danes torej se lahko občina pohvali, da darilo za vse obiskovalce, darilo za vse, ki so imeli možnost priti, oziroma vse, ki se bodo po kabelski televiziji gledali ta kulturni dogodek, torej darilo naših folkloristov našemu mestu in pa hkrati seveda praznovanje njihove 70. obletnice. Z veseljem strani občine torej podpremo njihovo prizadevanje, njihovo kulturno ustvarjanje, njihovo umetnost. Folklor je ena redkih aktivnosti, pravzaprav, ki jo lahko prikažemo v današnjem času in govori o nas, govori o naši kulturni zgodovini in tako so prinašamo to zgodovino v prihodnost. Kot je že predsednica povedala, da se to zdi pomembno ne samo kulturnikom, ampak tudi občini, lokalni skupnosti, iz katere ta skupnost izhaja, folklora izhaja, kajti s tem gradimo našo identiteto. In ravno danes, ko imamo tukaj tudi goste iz Žakova, kaj druga ne pa pokažemo kot te narodne običaje, te ljudske plese, narodne noše in zelo veseli smo, da je pri nas torej tako trdoživa, tako živahna, tako živa folklora. In ob tej 70. obletnici jim želim, sicer nobenega nikoli, upam, da bo prišel, vam torej želim vse dobro, vse najlepše še naprej, da boste še naprej našli toliko energije, mladosti, kljub letom, da boste zmogli torej prenašati to lepo kulturno tradicijo, kulturno zgodovino v današnji čas in je pravzaprav izročati tudi prihodnim novom. Torej želim vam veliko še dobrega plesa, dobre volje, verjamem ljudje, ki plešete folklore, morate biti slabe volje, kot rečeno, veliko energije, zdravja in veliko uspehov tudi v prihodnje. En velik hvala z naše strani. V začetku septembra polja namoči dež in takrat svoje duri odpre tudi Pliberški jarmark. Posebej živahno je bilo nekoč in je še danes prav v slovenskem šotoru ali Sloveniji Uti. Po opravljenem delu je čas za veselico, ta pravo, z glasbo in plesom. A marsikdo že takrat ni odobraval obnašanja mladeži, ki je bila kot vedno samosvoja. No, o tem govori tudi ena od pesmi, ki jo bomo slišali in gre nekako takole. Cigare si kupujejo pa zlate ketnice, da laže zapeljujejo ta mlade dečnice. Rinčico ima srebrno, ketnico pa tudi zlato, a dosti bard pa tak berač, da nima svojih hlač. Tako je bilo. No, za hlače nismo v dvomih, za zlato ketnico in srebrno rinčico ne vemo, vemo pa, da ima najstarejši plesalec te skupine, ki bo letos dopolnil 87 let, še dovolj energije, veselja in ljubezni do plesa. Eden prvih plesalcev, Štefan Ropač, se nam pokaže kmalu. V plesi Šprancel Bolcer, Pastirica, Švila, Noj Katoliš in Potrkana, pa se skupaj s slavljenci zdaj selimo v ta čez na jarmark.
lepa. Gospa Angelca, vi ste šefica na nek način, je rekel gospod Peter, ker ne, ona gre, bo ženske to znamo vse porihtati. Zdaj pa vi razložite, prosim, ta dekoracija, ki je odzoj tukaj, nosi nek pomen, ni kar tako. Praviš, imaš Špela, v tej dekoraciji je vsa simbolika. Na tleh je zavoj, 1000-krat uporabljen za jabolka ali za krompir. Mi ji rečemo gajbica, ki ponazarja preprostost, ljudskost. Na njej je prastara ruta od neke stare narodne moše in na njej harmonika oziroma krajtonarca. Zadaj pa so sončnice in to vse skupaj pomeni. To je naš Slavko. Bil je preprost, bil je ljudski godec, bil je folklorni harmonikar, bil je vedno dobre volje, vedno je bil pripravljen pomagati, bil je naše sonce in to so sončnice. Hvala lepa. No, za to dekoracijo smo pa res morali slišati. Tako, videli smo jih, dekleta in fante v delovnih kostumih iz vsakega. Dober večer. Zdaj bi pa mi za peli. Drugi komad z druge
druge strani, to je pa južna stanovna, treba severna, ne. Kaj vidite, južno imate dat na vo kandidera, ne. Če ne vidite, kako to pomeni, to imate pomeni, da imate zagnat mik več. Ne pa je prav šlina. No, tudi komad bo pa zdaj a capella. Vedete ko a capella? To je kapela, komu Astre. Ni kapela, je pa kapela z veljkom. Poslušajte, a capella je brez inštrumentov. Teda zdaj pa res prosim, če bi bil Mirko, to pa je pa čudno komplicirano. Zdaj pa tudi imam še tudi komad, pa posvečamo eni zelo fajni folklorni skupini, ne me kupiri, no se verjetno si tako so zrajkali, ja ne. Ja, to je ena zelo specialna folklorna skupina in zdaj tudi komad podarjamo, terajemo. Na Koroškem naravna, gledal radi fajn, gledal radi fajn, gledal radi fajn. Stovci smištelki, plesavke so fajn, plesavke so fajn, prav zares. Že 70 let, ga plešejo vsi, vsi Ravenčani, se nič ne predajo, to pa res drži, prav zares. Da ostali prijatelji naši bili, oj naši bili, da ostali bi skupaj še dolgo bili, prav zares. Zato vas ne mošimo zdaj iz srca, oj zdaj iz srca, da folklora naši še dolgo bila, prav zares. Vas ne vas presenetili. Dobro varovana skrivnost. Evo, nadaljevanje moram malo povedati tudi o oblačilih, v katere smo oblečeni. In hvala, da ste tudi meni poslali ta kostum, se reče, kostum, noča, ta je praznična. Vi imate pa delovne. Logično. Skratka, kostumi iz konca 19. stoletja z avbami na mašno, s klobuki, okrog vratu imajo dane cif, kako pokažete, obleko na lajbič, predpasnik, untersom in brezspodnih hlač, to pa ni kaj pokazati, so rekli. Čisto zares. In čisto zares, morda niste vedeli, imajo njihovi čevlji luknje na podplatih. Zakaj? Od silnega plesa v takšnih in drugačnih razmerah. Niso jim tuji plesi po cestah, travnikih ali celo na odru, ki tako visi, da morajo z nogami premzati. Zato imajo luknje. Ampak kljub temu ostajajo predani svoje strasti in tudi zato bodo nocoj prejeli zaslužena priznanja. Na oder vabim gospod Jožico Pušnik, vodjo območne enote javnega sklada za kulturne dejavnosti, območna enota. Da podeli priznanje. Prosim. Večer tudi v imenu javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, močne izpostave Ravne
in pa seveda tudi v mojem imenu. Iskrene čestitke folklorni skupini Brežih Ovoranc za njihovo obletnico. Da pa jim damo malo zahvale za nazaj in pa seveda tudi spodbudo za naprej, jim bomo podelili Maroltove značke, ker pa vidite, da jih imam kar veliko, pa ne bom več govorila, ker gremo k podelitvam. Bronasto Maroltov značko prejme Franc Kajerat. Tako bronasto Jožica Grobelnik. Bronasto Jože Grobelnik. Bronasto prejme tudi Martin Rožej. Srebrno prejmejo Majda Pavče. Srebrno tudi Barbara Gašper. Srebrno Tomaž Hartman. Srebrno Martina Ivrtnik. Srebrno tudi Franc Jelen. Srebrno Majda Jelen. Srebrno Marija Kobolt, mislim, da je nekaj zraven. Prav tako srebrno Reska Kordeš, je tudi nekaj. Srebrno Žan Kranc. Srebrno Slavka Kret. Srebrno Karla Oder. Ja, ima srebrno prejme tudi Oto Oder, ki bo prijela Karla. Srebrno Alfons Polajner. Srebrno Tatjana Rožej. Srebrno tudi Franc Rožej. Srebrno Kristina Štinjak. Srebrno prejme tudi Rino Čelik, ki je odsotni. Zlate, to je pa za več kot 15 let, ampak mislim, da plešajo tile plesalci že vsi več, ampak ker mislim, da zdaj 10 let skoraj niso podeljevali priznanj, prejmejo danes pa zlate. Janez Svetec. Zlato prejme tudi Jože Prednik. Zlato Ludvik Kordeš. Častno Maroltovo značko, to je pa za več kot 30 let plesanja pa prejme Štefan Rogač.
častno narodno označko prejme tudi Marija Prednik. In častno narodno označko prejme tudi Angela Bezjak. Podelili smo narodove značke, nekateri so narodove značke že prijeli, tako da Peter, Tatjana in ti, ki so že res toliko let, so te značke že prijeli. Nekateri pa bojo še morali plesati nekaj časa, da si bojo zaslužili. Jaz upam, da bo skupina delovala še vsaj najmanj toliko let, kot jih šteje danes in iskrene čestitke še enkrat in držite se, bodite skupaj, bodite prijatelji. Hvala lepa. Hvala lepa. Kot sem povedala že v uvodu, je z nami gospod Bruno Ravnikar, ki je ne samo večno predan folklori in soustanovitelj CIOFF, Svetovne zveze ljudskih tradicijskih skupin Slovenije, temveč tudi glavni krivec za srečno pravljico zakoncev Petra in Tatjane Šumnik. Ravno gospod Ravnikar je namreč ta par med seboj tudi spoznal. Na oder pa zdaj vabim gospod Jano Ravnikar, predsednico CIOFF za Slovenijo, ki bo v folklorni skupini podelila priznanje. Prosim. Dober večer. Predstavljam Zvezo ljudskih tradicijskih skupin Slovenije, krajše ZLTSS, sem njena v.d. predsednica. Mi smo člani svetovne organizacije CIOF, ki naj bi skrbela, njena prioritetna naloga naj bi bila skrbeti za kvalitetne folklorne festivale po svetu. In v Sloveniji so naši člani folklorne skupine in pa folklorni festivali, med njimi tudi vaša skupina. Zahvaljujem bi se vam za vašo tako veliko obletnico, da delate toliko časa, da ohranite kulturno dediščino, toliko časa, tu ni mačji kašelj, vi združujete ples, petje, igro, noše oziroma kostume, mnogo tega. Tako da hvala vam. Rada bi še povedala, da gospod Peter Šumnik je tudi naš član strokovnega sveta in zahvalila bi se tudi njemu tej priložnosti za njegovo delo pri vaši zvezi. Hvala. Naše plese in običaje poznajo tako v Avstriji, Romuniji, na Madžarskem, v Italiji, v državah bivše Republike Jugoslavije, tudi v Vuhredu. Tam imajo Ravenčani, kot smo videli, posebne prijatelje in tudi ti praznujejo nocoj z nami. 12 parov se vsak teden uči novih in novih koroških ter štajerskih plesov. Goca na harmoniki in klarinetu izspremljata domala povsod, kamor zavijejo. In z veseljem bodo pod vodstvom Jureta Pongraca zaplesali spet koroških plesov. Špecir Bolcar, Šuštar Polka, Malender in druge. Folklorna skupina KPD Kovač Lija Vuhrec.
času ljudski glasbenik. Njegovo drugo ime je bilo veselje in srčnost. Pravijo, da je svoje znanje z največjim veseljem prenašal na mlade generacije in da je igral v različnih ansamblih. Slavka Grabiča je poznal vsak, ki je rad plesal, pel in se veselil dobrih reči in ljudi. On pa je užival v črpanju novih znanj, v igranju na harmoniko in v sodelovanju s folklornimi skupinami. Veliko je naredil za ohranjanje koroške kulturne dediščine. Zato ga ne bomo pozabili. Ansambel Stari prijatelji je bil Slavkov ansambel. In posebej za to priložnost so se nocoj zbrali in poklonili nam bodo dve avtorski Slavkovi skladbi. Nihče drug kot Stari prijatelji. Thank you.
počasi za druženje, kakšno kapljico rujnega kot pri šanku. Naprimer pri šanku pri Dulerju. Kot vemo, je nekoč šla meja med Koroško in Štajersko prav po sredi šanka Stare Gostine. No in nemalokrat se je zgodilo, da so se po kaki lepi nedelji v tej gostilni za tem šankom našli Štajerci in Korošci. Takrat se je dogajalo marsikaj, ne? Beseda je dala besedo, pogled je dal kakšen nasmeh ali pa jezo in takrat so pele tudi pesti. Kako je izgledalo, si bomo pogledali v skupnem nastopu domače folklorne skupine, kulturnega društva Prežihov Goranc in folklorne skupine Kovačija Vohred. In ne, pretepa ne bo.
Hvala lepa za pravo plesno predstavo. In res je, da ste stekli na koncu. Tako kot smo v tem večeru uživali mi, so uživali tudi slavljenci. Vsak, ki praznuje, rad sliši kakšno lepo besedo strani prijateljev, zato je zdaj, dragi prijatelji ravenskih folklornikov, čas za čestitke. In zelo veseli bomo prvega korajžnega. Prosim. Dober večer. Iskreno čestitam za 70 let. Že dolgo vas poznam. Jaz sem tudi že star, zaradi tega lahko rečem, da sem poznal že ustanoviteljico, gospo Hedviko, pa potem celo vrsto tistih, ki so vas, vaše predhodnike, vodili, pa pustili, pa spet vodili, pa spet pustili, kratka, tako kot je pri folklornih skupinah pogosto. Ampak lepo je, da ste obstali in da tako veseljem plešete, da vas je lepo gleda. Ne gledamo to, ali je neka enoga, malo više, to ni pomembno. Pomembno je to, da ste srcem in dušo zraven. Seveda je to predvsem zasluga tudi našega vodja Petra Šupnika, ki je šel tudi sam veliko prevarijo s folklorno skupino Red, vendar je zdržal in nas danes tako lepo vodi. Hvala lepa vam še enkrat za moje iskrene čestitke in želim vam še tako uspešno naprej in pazite na se, kako boste plesali. Ne smete iti čez rob. Spoštovani članice in člani folklorne skupine in imenu Koroškega okteta vam še želim na mnoga leta, da bodo vaša grla bolj mokra, noge bolj plesoče, vam podarjamo eni par kozarčkov grevnega. V imenu četrte skupnosti Trg vam želim vse najlepše, vse najboljše, da bi še dolgo plesali, pa bi spet razveseljevali ljudi, ki ste jih dali. En lep dober večer voščim vsem plesalkam in plesalcem za tak čudoviti večer. Iskrene čestitke o vaši 70-letnici, vsakemu plesalcu, posebej gospodu Šumniku Petru. Velika čast me je tudi doletela, da sem spoznala gospod Hedviko in da sem že takrat ugotovila, kaj pomeni folklora. Veliko me je poučila v 3 letih, ampak življenje me ni prineslo vaše kole. Iskrene čestitke vsem, pa še naprej veliko plesnih korakov in stavlja. Hvala lepa vsem. Sicer pa bi zdaj besedo želela tudi predsednica folklorne skupine, šefica, gospa Angelica Blezjak. Prosim. V imenu folklorne skupine Kulturnega društva Prežihov Voranc bi se rada zahvalila najprej vam, vsem našim dragim gostom in vsem prijateljem folklore in vsem akterjem, ki so pripomogli, da smo današnjo prireditev izpeljali do konca. Najprej naši predsednici Kulturnega društva Prežihov Voranc, gospe Ireni Logar.
ki je živ z nami, in njegovi naši Tatjani Šumnik, ki mu vedno priskoči na pomoč, ko nam voda vedno teče. Vodi skupine Lije Kovač-Vuhred, gospodu Juretu Kongracu in njihovi predsednici, gospe Marjani Meršnik. Seveda starim prijateljem, ki so se brez poklevanja odzvali našemu vabilu in se prav za to priložnost spet spravili skupaj. In ne nazadnje, seveda, naš Špeli. Danes je naša, ker je v našem kostumu, v naši narodni moči in to vas srečamo v narodni moči. Draga Špela. Hvala lepa. Ker pa Gelca sama sebi ne more podeliti rožice, ki bom jaz podelila, mislim, da je zelo zaslužna za ta nocojšnji večer in pa seveda sploh, da skupina deluje, da so tako aktivni, kot so, mislim, Gelca, najlepša hvala in bodi še dolgo, dolgo z nami in še tako nas spodbujaj in da bo še več mladih predstavcev prišlo, to si vsi želimo in pa seveda Gelca, hvala še enkrat. Hvala lepa, ne bom brala. Vidimo se po koncertu oziroma po prireditvi v mali dvorani na odlični zakuski, ne dvomite. Spoštovani folklorniki, iskrene čestitke, naslednjih 70 in še, naj se nikoli ne neha, brez kulturske bolke pa ne bomo končali. Hvala za obisk, lepo se imejte, srečno!